končno pozdravljeni v novi epizodi, ki vključuje tudi Shelbyja. Zdaj mogoče tisti, ki ne veste, lansko leto oktobra sem imel manjšo nesrečo, srna mi je skočila na cesto in žal se je zgodilo levo spredi malo škode na Shelbyju. Evo ga, moj Shelby, spredi levo je prlatela, havba, odbijač je počen, fender verjeten, srno smo kaj lepo spravili. Zdaj pa čakamo, da policija pride. Zdaj jaz res nisem vedel, da odele za Shelbyja toliko težko dobiti, ampak danes smo 12. maja in končno je roba prišla z Amerike. Ampak roba ni prišla v Slovenijo, prišla je v Graz, ker je tam naš uraden Shelby dealer, najbližji v bistvu. Zdajle je Jure že na poti s kombijem, da šibava tja podele. Jaz se pa toliko že veselim, da v Shelby spet na ceste, da bomo spet malo ropotali. Evo, preletim dol. Sred Gmajne je to. Je to? Ne. Če ne, kle brez ledvice, pa tudi ne. Hele, aha, ene parkole. Prav gusnek, Madonna. Kva pa je na parkol? Kurveta. Ja, če je danes, to pa ne vem, včeraj še ni bilo. No, tole je značka, lej. Osama. Ja, koliko je tala značka? 175 pa davk. Super, prima značka. Evo, lej, kva je to robe za eno srno, Marija. Daj nehaj. Lej, kva je tam lenot. Noro. Koliko ima teh ramov, stari? Lej, še vzad so avti. Aha. Živ. No evo, tole so pa pojet kole malo baren fajndi. Kva je lepo, Čaj, da nekaj, kaj še mi je vzad. Sam iz Pilina. Ja, ful je lep. Krovni nič fuka. To so ga poobnavljali. Hudo. Aja, lej, še ena kurvita. Fak. Aha, reptorca. To? Je to. Klele vzad se še malo skrivajo. Oj, to ladjo. Pa 36-ka. Tole se pa en žiloto, lejk ima že orenk klitko not. Ja, pa ročna, ja. Ja. Tole je pa en malo driftov s tem, ule. Tole, Jure. Kva je to komada? Tu je pa, koma to? A je za gumo? Gornaš robat. Moram rezervo pogledaš. Noro. Ti imaš špegu prglav, majster. Ta naslon za roke, če bi se malo legel na sredino. Ja. Noro. To pa je bager. To te tudi obriše. Evo, klele not imamo zelo za cirka 15 jurjev robe, s tem, da havba še manjka. Tako da tole zdaj pilemo v delavnico, pa začnemo počasi sestavljati. Evo, lej, klele imaš star odbijač. Tole je še vse zbit. Sprit je pa že ta novega gor, da je. A bo, Jure? Neki bo. Zaenkrat so pragovi dol, tale fender je nov, havba je nova, luč je nova, pa komplet ta spreden konc. Pride nov, valjda še full stvari manjka, hladilnik not pride nov, splitter manjka. Ampak zdaj se že počas skrb, da je. Tale airbox je bil tudi počen, tudi nov, bo pa malo za spucati, nekaj takole prašen. Je pa roba komplet original, ampak ne glede na to, koliko je drag avto, pa koliko je original, še zmer napaše, tako kak bi mogel. Ne, klele se, ne vem, koliko se vidi na kamer, ampak ne vem, no, dost slab fitment je, tako da imajo klele v leparikaren kap dela.
Olej pa še ta star fender, tale ta parkrajen, lepo ga je zakrival. Ok, zdaj vam pa še povem, zakaj se je zadeva toliko dolgo komplicirala, sam da si klele tule stolico zrihtam. Že cajtih nisem odkrival. Evo ga. Evo, tole so moji Recaro zici še z Focusa, pa so prav prima takole za v sobo. V glavnem, ful smo imeli težavo, da smo te dele za Shelbyja sploh dobili. Najprej smo seveda dele probali dobiti preko evropskega Forda, ampak ker oni v bistvu nimajo nič veze z ameriškim Fordom, tudi nimajo na zalogi nič za Shelby. Kar je pomenilo, da sem šel jaz potem lani oktobra slučajno v Ameriko, sem se šel zmeniti zato, da bi nam pač oni vse dele nabrali, pa potem za eno paleto poslala, ne. No, v glavnem, mi že naredimo cel kompleten ta seznam in pol jaz rečem, ok, super, bom prosil kar za račun na firmo, ker pač rabam račun na firmo zaradi zavarovalnice in oni meni povejo, da pa to ni možno, se pravi, da firma iz tujine ne more kupiti delov pri njih, da lahko jih jaz kupam osebno, za izvoz se pa pač ne ukvarjajo. Tako da je bil potem naslednji korak probati najdeti nekoga v Evropi, ki bi nam mogoče lahko pač zrihtal dele spet na firmo, a ne, zato ker pač po avtokadilcu, kjer mi rihtajo avto, pač rabijo valjda račun, a ne, zato da lahko potem dokazujejo stvari zavarovalnici. In smo se obrnili na Nemce, na Švicarje, na Francoze in vsi so bili tako, ja, lahko zrihtamo dele, sam pač jih prodajamo samo znotraj naše države. In smo mi tako, pa dobro, a lahko dobimo dele? Pač mi bi plačali dele po redni ceni, sam pač rabimo dele za avto. Da skrajšam zgodbo, dobili smo enega na Nizozemskem, pa hvala Bogu enega v Avstriji. Tako da potem smo se odločili, da bomo delali s tem v Avstriji, tega, kar ste tudi videli na začetku videa, on je tudi uraden Shelby reseller in tako naprej. In smo bili ful zadovoljni. Če ne drugega, da imamo tudi vezo za naprej, če bi karkoli rabili za Shelby. Je pa ta zadeva, pač vsi te maili, pa spraševanja, pa pol so nas zavrnili tam, pa tle. Je trajal 4 mesece po moje. Pa se je pa roba naročila, pa traja to en mesec, da pride, mesec pa pol. Pol v bistvu ni kompletna roba prišla, je havba še manjkala, zato ker je bila neka napaka v sistemu. V glavnem tak džumbus, zaradi ene srne, da pač jaz, ki sem kupil ta avto, si pač res nisem predstavljal, da bo toliko težko, če se karkoli zgodi. Ampak hvala Bogu, vsakič, ko se kaj takega zgodi, pol spoznaš ljudi, spoznaš te firme, ki ti v bistvu lahko pomagajo. Tako da sicer upam, a ne, res srčno, da tega avta namo več rabili rihtati, sploh pa v tej meri ne. Avto je zdaj že sestavljen, pokažem vam zdaj še par slik za vse tiste, ki ste takole potrpežljivo počakali do konca tega videa. Tako da evo, takole je izgledal, ko je bil avto čisto razstavljen. Zdaj, kot lastnik je mogoče to malo zoprano videti, nekaj je avto čisto slečen, zgleda grozen. Potem je šel avto v barvo, tako da avto je pa zdaj že skoraj sestavljen. Naredili bomo še servis prvi letos, tako da je avto pol praštiman za sezono. Avto se spolira, pol pa šibamo. Tako da v naslednjem vlogu vam pa že pokažem sestavljen avto. Siguren se bomo zapeljali kakšen krog. Pa če vas kaj še zanima, mi ruknite dol v komentarje pod ta video, pa bom skušal odgovoriti v naslednjem videu. Bomo pa tudi šli v naslednjem videu čez cene, ker vem, da vas to ful zanima, koliko stanejo odbijači, luči, malenkosti, pa kva so bile tiste najbolj absurdne cene, ki smo jih dobili za ta avto. Tako da evo, prvi vlog s Shelbyjem je nazaj, zdaj se pa končno lahko sezona začne. Mi se pa vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!